Lepo pozdravljeni na Mohorskih pogovorih, kjer se danes družimo ob znanstveni monografiji z naslovom Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Njen avtor je dr. Tomaž Ivešič, med recenzenti pa je bil tudi dvojni doktor Igor Grdina. Lep pozdrav obema. Zgodovinar dr. Tomaž Ivešič je diplomiral v Mariboru, magistriral v Ljubljani, se izpopolnjeval v Budimpešti in raziskoval v Firenzah. Je direktor študijskega centra za narodno spravo in dekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije na Novi univerzi, odgovorni urednik revije Dilema in član vladne komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Njegova bibliografija šteje več kot 2 ducata znanstvenih in strokovnih objav, 2 samostojni znanstveni monografiji ter 5 monografij v sourednikovanju. Za svoje znanstveno delo je prejel tudi več vidnih priznanj. Dr. Ivešič, vaš rokopis je v založbo pospremilo toplo priporočilo, da je to nekaj, kar bi bilo nujno izdati v knjižni obliki. Kako vas je nagovorila ta raziskovalna tema? Konec koncev ste rojeni leta 1990, tako da osebne izkušnje z jugoslovanstvom nimate. Ja, lepo pozdravljeni vsi in hvala lepa za predstavitev in za vprašanja. Se pravi, zdaj obstaja še nekaj verzij tega, kako sem prišel do tega, obstaja najbolj romantično od druge, pa sem se danes odločil, da bom povedal pač po resnici. V bistvu, ko sem zaključoval v Mariboru, tam sem se raziskovalno ukvarjal z Milovanom Džilasom in me je moja mentorca, profesorica Jarca Vodušek-Starič, poklicala v kabinet in je prižgala cigareto in je rekla: Ivešič, ena tematika je, ko jo nekdo mora obdelati, in to nujno mora biti nekdo iz Slovenije. Hrvati pa Srbi so preveč čustveno vpleteni v to zadevo, to mora nekdo narediti in jaz mislim, da bi to lahko vi naredili. In v bistvu tako se je začelo to zanimanje za jugoslovanstvo. Zdaj, dobro pač ja, rojen sem leta 90, kljub temu, pa glede na to, da sem iz nacionalno mešanega zakona, je bilo to nekako vedno prisotno, vedno se je vedel, kdo je kdo po nacionalnosti, tako da tudi v bistvu to jugoslovanstvo, kakorkoli ga pač obračam ali pa pristopam do njega, gre predvsem za vprašanje identitete, s čimer pa mislim, da sem pač zelo povezan. Knjiga je zelo berljiva tudi za tiste, ki se ne strokovno oziroma poklicno ukvarjajo z zgodovino, tako da verjamem, da bo naletela na širok krog bralcev. Dr. Igor Grdina, vi ste eden najbolj širokih in plodovitih slovenskih zgodovinarjev. Ko vi napišete recenzijo, vsekakor veste, o čem govorite in kako je vas nagovorila ta monografija. Torej, še z moje strani najlepši pozdrav vsem. Na neki način sem se že ukvarjal s tem, namreč mi, ki smo pa vendarle še bili vzgojeni v marksizmu, leninizmu, smo pa vzeli čisto na začetku kardeljevsko definicijo naroda, ki temelji seveda na Stalinovi, ki je pač klasika. In zdaj tam je dogma, da narodi nastajajo v obdobju kapitalizma. In zdaj seveda ima Jugoslavija problem pri tistem, kar na koncu koncev želi, kakor je Tomaž pokazal, ustvariti enoten jugoslovanski narod. Torej obstaja tudi ustno pričevanje Toneta Partliča, da mu je Josip Vidmar rekel, da je bilo po vojni, maršal Tito mu je rekel, da samo še Slovenci opustijo pač poseben jezik, pa potem Hrvati ijekavski, Srbi pa cirilico, Makedonci bodo pa morali vse žrtvovati. Torej, zdaj, koliko je to pač res dobesedno bilo mišljeno tako, ampak indici so zdaj v tej knjigi, da je to država. Seveda tvorba novega naroda pa pomeni priznanje, da socialistična Jugoslavija
je še vedno v kapitalizmu. Ne? Torej, tu je težava in tu je odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je moralo to odvijati potihoma, in tu je seveda tudi deloma ta sovjetska težava, kjer so imeli pač nekaj podobnega. Ne? Jaz se spomnim, da ko sem hodil v šolo, ni bilo govora pri zgodovini o slovenskem narodu, razen pri učiteljicah, ki so to pač izrecno poudarjale, ampak o slovenskem ljudstvu. Vse so bila samo ljudstva. Ne? Torej, nekako za rep smo vendarle še ujeli neke sledove tega, o čemer ta knjiga govori. In to je zdaj odgovor na vaše vprašanje, zdaj odkot pač tudi moj interes za pač to temo. No, pa če se za začetek malo ustavimo pri tem samem pojmu jugoslovanstvo. Kako se ta pojem rodi, oziroma kako preživi kot politični projekt in kulturno-identitetni fenomen? Kakšna je njegova začetna pozicija? Ja, zdaj v knjigi tisto prvo poglavje, bom rekel, vleče iz petnih žil, se pravi od nekega delirizma naprej, in potem je prikaz nekako do druge svetovne vojne, kjer se pravi zaobjemem tako obdobje ilirizma, kot potem jugoslovanstva, če lahko rečemo od Strossmayerja, pa potem idejo jugoslovanstva pred prvo svetovno vojno, se pravi tudi kdo jim nasprotuje oziroma kako jih razumejo, naprimer za Cankarja je, se pravi, kot je splošno znano, to pač kot nek političen projekt, ja, kot nek kulturno-jezikovni absolutno ne. To je ena pozicija, ki lahko potem sledimo tudi naprej, po tem obdobju pač tako imenovanega integralnega jugoslovanstva, se pravi kot državna identiteta, pa tudi nacionalna, se pravi v 20 letih je to jugoslovanstvo na nek način, se pravi inkluzivno, priznava, se pravi tri plemena, Slovence, Hrvate pa Srbe, in pač jugoslovanski narod, in je inkluziven, ker dovoljuje, da si Slovenec in Jugoslovan. Po prevzemu oblasti kralja Aleksandra postane jugoslovanstvo ekskluzivno, si lahko samo Jugoslovan, ne moreš biti nič drugega, tako je tudi v popisu prebivalstva. In pa potem, se pravi, tisto raziskovalno jedro je pa to obdobje nekako druge svetovne vojne naprej, kjer v bistvu nekako prikažem, da je šlo za tak poseben fenomen, ki sem ga poimenoval način mehke nacionalne gradnje. Se pravi, da se za razliko od integralnega jugoslovanstva to jugoslovanstvo ne vsiljuje z silo, ampak da se ponuja na vseh tistih področjih, pri katerih so tako imenovani objektivni kriteriji po definiciji, kot je profesor Grdina rekel, Edvarda Kardelja, se pravi pri kulturi, pri jeziku, pri skupnem spominjanju, etničnosti in tako naprej. In potem nekako prikažem, da v prvi polovici 60-ih ta ideja jugoslovanstva opuščena v tem nacionalnem smislu kot nek talilni lonec, ampak nastane težava, ker nekaj več kot 200.000 ljudi sebe identificira kot Jugoslovani v nacionalnem smislu. In ti ljudje so se pripravljeni boriti za pravice, da bi jim država priznala status nacionalnosti, in zato potem v bistvu partija redefinira jugoslovanstvo kot nekaj, kar ni več pomembna etnična sorodnost južnih Slovanov, oziroma slovanstvo kot element sploh ni več pomembno, se pravi postane neka državna identiteta, nekaj, kar je vezano na državo in pa na samoupravni sistem, se pravi, kar ljudi povezuje v jugoslovanstvo, je skupni socialistični interes nekam v prihodnost, ne pa nekam v preteklost. In tako v bistvu potem jaz trdim, da v bistvu sobivata dva jugoslovanstva, en je ta državni, en je ta nacionalni, in zdaj tako nekako na dolgi rok, ko država propade tudi ta državna identiteta jugoslovanstva, in bi rekel, da iz tega potem pridemo do jugonostalgikov, se pravi iz tega ven. Medtem ko ta nacionalno je pa tudi zanimivo, da pa preživi v Vojvodini, bi rekel, nacionalno najbolj mešanem področju v Jugoslaviji. To pa preprosto zaradi tega, ker tam ni bilo oboroženega nacionalnega konflikta.
Namreč, če pač, recimo, če se postavimo v Bosno in Hercegovino v čas vojne, mogo si se zjasniti, po domače povedano, na kateri strani si, zato da je pač vojska, ki je prišla mimo, vedela, kako to ne tretira, ne, in pač biti Jugoslavan ni bila nobena opcija, ne. Se pravi, danes imamo situacijo, kjer je v Vojvodini več kot 20.000 posameznikov, ki sebe identificirajo kot Jugoslavani in terjajo od srpske vlade priznanje manjšinskih pravic, medtem ko srpska vlada to konstantno zavrača. Če se odpravimo še malo v leto 1945 in v vlogi partije pri tem spodbujanju jugoslovanskega sentimenta, kot je dr. Grdina že omenil, so pač slabo premislili po eni strani ta kapitalistični element tvorbe nacije, so resnično verjeli, da bomo prišli v ne samo nadrazredno, pa tudi nadnacionalno družbo. Mislim, jaz bi rekel, da prvo, kar je treba vzeti v obzir in tudi v knjigi večkrat poudarjeno je, vedno se sledi teoriji, ne? In teorija pravi, da ne moreš preskakovati faz razvoja, ne? Se pravi, nekako govorimo o 3 fazah, se pravi, prva je eliminacija vseh antagonizmov med narodi, kar so verjeli, da so z socialistično revolucijo rešili, ne? Oto tudi ta znana parola, da je nacionalno vprašanje rešeno, ker je bilo enkrat za vse rešeno in to je to, ne? Potem druga faza je ta, da ne bi vsi narodi prišli na isto stopnjo razvoja, kar je razumljeno tako v ekonomskem smislu, političnem, kulturnem in tako naprej. Se pravi, da ne obstaja en narod, ki bi bil hegemon nad drugim, ne? In potem zaključna faza bi bila neko prostovoljno združevanje v neko večjo enoto, ne? In zdaj, se pravi, če se postavimo leto 1945, prva faza je tako rekoč zaključena za partijo, začne se druga faza, se pravi spodbujanje razvoja manj razvitih, ne? Ampak seveda, v njihovi perspektivi je bilo mišljeno, da bo to ne trajalo toliko časa, ne? V bistvu pa vemo, da vse do razpada to vprašanje ni bilo rešeno, ker ga je bilo nemogoče rešiti, se pravi, na dolgi zgodovinski lok, razvoj teritorija, ki je spadal pod Avstro-Ogrsko napram teritorijem, ki so bili pod Osmanskim imperijem, naprimer je razkorak bil tako velik, da ne, pač tudi teh nekaj desetletij ni moglo izničiti tega razvoja, ne. Ampak kljub temu, se pravi, hkrati začenjajo že s tretjo fazo, a ne, ki se kaže naprimer v vseh jugoslovanskih institucijah, obnovi se Akademija znanosti in umetnosti, jugoslovanska v Zagrebu, hvali se Strossmayerja, ne, in tako naprej. Pospešek pa dobi, se pravi, z Tito-Stalin sporu, ne. Ker naenkrat je bilo treba ljudem obrazložiti, ne, da Jugoslovani imajo svojo domovino, za katero se je vredno boriti, oziroma ne samo to, treba se je zoperstaviti zdaj prvi domovini delavskega razreda, Sovjetski zvezi, in od 1948 naprej to jugoslovanstvo kot ta projekt mehkega načina nacionalne gradnje dobi zares pospešek. Kakšni so bili pa potem odzivi nacionalnih republik, ker je ta pritisk od zgoraj na nek način bil tudi razumljen kot vsiljevanje neke nove identitete? Ja, seveda, po eni strani je to, kar je že profesor Grdina omenil, ne, naprimer, o čemer piše Partljič. Po drugi strani je pa tako, da mislim, da je glavna težava slovenskega zgodovinopisja v tem, ker je do zdaj vedno interpretiralo Kartelja kot nekoga, ki zagovarja nacionalne republike. In se mi zdi, da zelo nazorno pokažemo v knjigi, da to za 50 let absolutno ne drži, ne. In dokler je Kartelj v 50-ih, bi rekel, jugoslovansko usmerjen, so ti zoperstavljena ali pa upori ne tako intenzivni, bom rekel, ne. Se pravi, prvi pravi bi bil leta 1956 ta Mišić-Šeka debata, ne, kjer partija ne pritisne do konca, kot je, se pravi, debata zdaj tekla o tem, ali bi uvedli nek jugoslovanski kriterij v kulturo. Tukaj se partija nazaj potegne, medtem ko naprimer leta 1954 pa usili v bistvu, se pravi, novosadski dogovor o srbsko-hrvaškem jeziku, ne. Tako da tu so, bi rekel, neki začetki tega, potem pa bolj proti koncu 50-im, na teh področjih, naprimer kot je uvajanje slovenskih podnapisov v kinematografe in tako naprej. To seveda v začetku 60-ih pa potem te najbolj znamenite debate Ćosić-Pirjevec, ne. Medtem ko seveda zasledimo to tudi pri Makedoncih, a ne, ampak tam je pač situacija drugačna.
Namreč zaradi situacije, v kateri je Makedonija bila, je, kot se enkrat Lazar Krševski izrazil, v 50-ih so bili edini, ki jim je bilo v Jugoslaviji dovoljeno biti nacionalni šovinisti. Zaradi tega, ker je bilo treba zgraditi in obraniti makedonsko nacionalno identiteto napram Bulgarom pa napram Grkom. Ampak tudi tam, mečkim kasneje, šele potem v 60-ih, ko se potem vključijo tudi naprimer v Ustavno sodišče, slovensko pa makedonsko, ki v drugih proti 60-ih da ta presodba ven, da v bistvu ustava kršena, kar se tiče enakopravnosti jezikov, in potem terja in nalaga zvezni sivo, v bistvu kaj morajo vse spremeniti, obrazce na zvezni ravni, glede carin, glede železnic in tako naprej, da bi dejansko ta enakost jezikov bila takšna, kot je po ustavi. Doktor Grdina, Slovenci tako radi imamo to neko klišejsko izjavo, kako smo tisočletja sanjali o svoji državi, o samostojnosti in tako naprej, ampak če lahko povzamete, kako smo plavali v tem toku iskanja identitete od ilirizma do teh časov, ko smo se spraševali, kakšna je vloga Slovenije, Slovencev in slovenščine v skupni državi. Ja, najprej je treba vedeti, da do leta 1848 se ni bilo mogoče ljudem povedati javno, kako mislijo, kako gledajo na stvari. Potem imamo leta 1848 zelo veliko podpisov za zedinjeno Slovenijo. To je profesor Granda odkril primarni vir, kjer teh podpisov ni tako zelo malo, kot zgleda na prvi pogled, ker ni vse ohranjeno. Druga stvar je pa, da so ponekod, kar za celo familijo je en sam podpisal, pa ni nujno, da je napravil križec. Torej, potem se uveljavi v zadnjem času legenda, da se so podpisovali zato, ker pač je bilo to proti feudalizmu. Peticija za zedinjeno Slovenijo ni te točke proti feudalizmu. To je čisto res nacionalna zahteva. In potem imamo v 60-ih letih peticijo državnemu ministru Šmerlingu, kjer se vidi pač ena kontinuiteta in se vidi tudi to, da ne drži, da je tvorba narodov poljubna, da nekdo se pač zmisli, pa potem nekaj agitatorjev spravi skupaj in potem se narod oblikuje. Ne, torej Peter Vodopivec je nekoč rekel, citiral enega nemškega zgodovinarja, da isto identiteto imajo kvečjemu navijači na nogometni tekmi. Torej pa govoril še o identitetnem futru in takšne stvari. Ne, stvari niso tako enostavne, kajti tisti, ki jih delajo tako zelo enostavne, so zagrešili, potem tudi imajo lep delež krivde, da je bil konec več nacionalnih držav ponekod tako krvav. Ker pač ni bilo kulture, tiste kulture, ki jo Nemci imenujejo Streitkultur. To se pravi kultura konstruktivnega prepira, kjer si niso ljudje nasproti zato, da bojo en nad drugim prevladali, ampak da bojo ugotovili, kje lahko stopijo skupaj in del poti prehodijo lahko skupaj, drugje pa pač tega ne morejo napraviti. In to, kar je Tomaževa knjiga pravzaprav v celoti pokaže, je to, da Jugoslavija je včasih, in to takrat, kadar je Edvard Kardelj potreboval bazo, kajti spomni se na narode takrat, ko je v sporu z Rankovićem, ki je pač patentirani centralist, sej vprašanje, kako je res pri njem, koliko je pri Rankoviću oziroma drugem človeku, kakor pravi kolega Dimitrijevič, to zares, tako koliko mu je bilo pa potem imputirano.
torej, uvod v vse to je pa druga izdaja Speransa, ki je pa čudna. Po vsebini je seveda ta druga izdaja razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja veliko bolj ozka kot prva. Medtem ko v prvi izdaji lahko Bogomila Vošnaka hvali, Vladka Mačka tudi hvali. Tisti je kar zanimiva knjiga, prva izdaja. Druga izdaja je bolj simptomatična za premik miselnosti. Ampak torej, tam se govori že o nekem spajanju narodov, nekje tam v uvodu in tako naprej. Vendar, že samo dejstvo, da je bila knjiga o nacionalnem vprašanju ponatisnjena v kakršnikoli obliki, je bil signal, vprašanje je tukaj. Makedonija je imela pač neke posebne razmere. Posebne razmere so tudi v Bosni in Hercegovini, kajti to pa je republika, kjer bi poleg Vojvodine jugoslovanstvo zelo hitro lahko postalo nek cement ali pa seveda neka takšna alternativa. Sej še danes je v Vojvodini, kaj se Nenad Čanak govori, da bi se Srbija morala preimenovati v Srbijo in Vojvodino, torej tako kot je Bosna in Hercegovina, in da to nič ne pomeni neenotnost in tako naprej, ampak seveda samo torej pestrost. Kakorkoli obračamo, kakorkoli so bili komunisti voluntaristi, čeprav so zatrjevali, da se znanstveno lotevajo tega, onega, tretjega, vse je bilo znanstveno, je bilo treba napraviti kakšen velik zasuk, pa je tudi tisto bilo pač znanost do enega dneva takšna, drug dan je drugačna. Kakorkoli torej obračamo v eni družbi, ki se modernizira. Modernizacija pomeni specializacijo na eni strani, na drugi strani modernizacija vedno pomeni odpiranje vprašanja menedžeriranja. To se pravi, nekoga, ki usklajuje različne interese in to je na najširšem področju pač politika. Če hoče biti kolikor toliko praktična in jugoslovanska je tudi morala biti takšna po letu 48, da je pač preživela. Vsej z dogmam, od dogam se pač ne da živeti. Zdaj seveda tukaj se pa vidijo te stvari, ki nas pravzaprav zanimajo, ta vdor neke realne situacije v ideološko sliko, ki nič ne pomaga, kolikor jo kol preslikuješ, kolikor kol pač policajo pustiš. Tako kot je bilo treba pri kmetih popustiti, ko je bila tista upor, kmečki upor v Cazinu, pri nas je bil v Bohinju, ker to so morali z vojaki zlomiti, upor. Zdaj, če bi še nastalo v nacionalnem pogledu nekaj podobnega, to seveda ne bi šlo. Zdaj je pa funkcioniralo nekaj te v sporu pod maršalom Titom, da med Kardeljem in Rankovićem je zmagal Kardelj, pa vsa logika socialističnega sistema bila takšna, da bi moral zmagati drugi človek. Kakšna je pa v bistvu vloga jezika v končnem smislu? Je bila to tista meja, ker je bilo postavljeno na pač okope do tu in nič dlje? Ja, zagotovo je jezik pri Slovencih najbolj občutljiva tema, tako da, mislim, je v knjigi dosti dobro prikazano, v katerih primerih pač se šlo, in tukaj v bistvu se vidi, da naprimer tudi Slovenska partija, potem ko
hoče govoriti proti centru, pa ne more takole pač sklicati nekega javnega dogodka, ne? Ampak pove to po drugih kanalih, ne? Da velikokrat v bistvu se vrača nazaj k Cankarjevi poziciji. Ne? Se pravi, v tem jezikovno-kulturnem smislu ne, politično pa seveda pač jugoslovanski okvir, najbolj primerna opcija za Slovenijo, ne, in pravica do samoodločbe in druga zasedanja obnoja in tako naprej. Ne. Tako da jezik sigurno ja, je pa res, da v 60-ih je neločljivo tudi vprašanje, kdo ima pravico do deljenja, mi bi rekli dobička, takrat se je pa reklo presežka dela. Ne. In da tukaj je tudi v bistvu nekako v interesu pač slovenske partije, da se čim več denarja oziroma kapitala zadrži v Sloveniji, ne, da se ga čim manj razporeja na jug in rekel, tukaj podobno, kot se potem na primer pri Hrvaški pomladi oziroma Maspoku združijo pač neki, bom rekel, patriotski ali pa nacionalistični pogledi z ekonomsko situacijo, tudi se mi zdi, da v slovenskem primeru gre to vprašanje jezika in pa relokacije resursov tudi dosta preskupaj. No, če dovolite, mogoče je seveda slovenski jezik je utrjen, ima tradicijo od 16. stoletja knjižno neprekinjeno, ne? Medtem ko je drugje pač drugače, ne? Torej, iliristični koncept je bil mnogo širši, pri nas seveda ni uspel. Zdaj, tudi na Hrvaškem deloma, čeprav imel središče, ni uspel, kajti vedno so Hrvatije poskušali poimenovati svoj jezik samo hrvaški. Zelo so se trudili, zlasti jezikoslovec Jonke, se ji priimek pove, odkot so bili predniki, ne, da so kočevarski. Ne. Je zelo poudarjal te stvari, pa če pogledate, kako so Hrvatije pisali svojo literarno zgodovino, ne, torej, tisti projekt, ker mislim, da je bil zamišljen v 6 knjigah, je obtičal pri 5, ne, potem šele Frangešova literarna zgodovina je celovita, ampak zanimivo, kdo je založnik, ne, torej tudi Cankarjeva založba, ne, torej slovenska. Ne. In če vse to vzamemo skupaj, ne, pa, mislim, kje se knjižna hrvaščina loči od knjižne srbščine, ne, to je nedoločnik. Nekega knjižna srbščina baje nima, pa jo tudi najdemo nedoločnik, ampak ja, ne, takšne, da ne govorimo o slovarju, ne, torej, seveda so neke strukturne razlike pač globlje, ne, in tu je pravzaprav seveda mogoče bolj zanimivo stališča mobilizacije jezikovnega vprašanja za dokazovanje obstoja naroda, kajti navsezadnje tukaj se tudi Miroslav Krleža loči od večine partije, ne, torej se mu hočejo pomagati, da bi revidiral, da bi umaknil te svoj podpis, pa je rekel, ne, da bi bil pač smešen, ne, in dobro, maršal Tito je to razumel, mogoče kdo drug ni tega tako benevolentno razumel, vse je dobival potem še tudi odlikovanje, sam ni bil pa več član centralnega komiteta, kot se je takrat reklo, ne, torej, ja, vse vemo, kako se je govorilo, ne, po svoje, ne, gledajte, ali pa tudi slovenski pravopis, če vzamemo tisti predlog pravil so slovenski pravopis pa kritike. To se bi lahko samo smejali, kaj so hoteli nekateri za primere, ne, torej iz te samoupravne socialistične latovščine, mislim, kjer direktor ni bil direktor, ne, torej ti si direktor, Tomaž, ne, v tedajni terminologiji bil IPO.
torej individualni poslovodni organ. Pa potem, gledajte, jezik vam pa tudi pove, mi smo bili vendarle dežela svetov, zvezni izvršni svet, republiški izvršni svet. To malo kdo danes pomisli, da je to isto pomeni kot Sovjet. In da ta razkorak med tistim izvirnim bolševiškim modelom in tem samoupravno-socialističnim ni tako zelo velik, oziroma je tudi jasno, zakaj Edvard Kardel Gilasu, ki hoče označiti spor leta 1948 kot boj, nasprotuje. Da to ni bil boj, ampak neko nerazumevanje in tako dalje. Glejte, opazovanje jezika je vedno zelo, zelo pomenljivo in daljnosežno, veliko več vam pove že sama izbira nekega izraza ali pa poimenovanja, to niso nič prav formalistične reči. In ko na tej strani pač opazujemo, sem pač potem, ko je Tomaž napisal knjigo, opazoval stališče jezikovne politike, ali pa recimo tudi, če hodite po, ali pa takrat, če ste hodili po ambasadah, je bilo tudi zanimivo, v Varšavi je bila jugoslovanska ambasada, imela glavni napis v slovenščini, vsi drugi so bili pa okrog. Dis je bilo tako zabetonirano, da se preprosto ni dalo odstraniti razen za celotnim zidom. Torej, nekdo, eden od ambasadorjev je hotel, da to tako ostane, seveda. Zdaj, vprašanje jezika, veste, je pa tudi bilo pri Slovencih, predvsem Slajtaniji, ki ni imela državnega jezika, je imela samo jezik države, kakor se obračaš na centralno vlado in centralna vlada tebi piše, ampak to pa ni isto kot državni jezik. In tukaj je bila seveda drugačna tradicija kot v Kraljevini Srbije, ki je pač imela samo en jezik, pa potem so govorili o našem jeziku, pa o narodnem jeziku. V stari Jugoslaviji, v slovenščini, narodni jezik pomenil dva jezika. Medtem ko na Hrvaškem, v Srbiji, enega samega, v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, tudi, pa Makedoniji, sam se mu je reklo, pač drugače, ni bil to njihov, recimo, jezik. Zdaj, če vse to opazujemo, potem vidimo, vendarle, če bi napravili neko jezikoslovno študijo jezikovne politike, bi zelo videli, kako korespondira ta stvarnost z tem, kar je Tomaž ugotovil pač za analizo političnih dokumentov. Seveda je bilo pa, ti politični dokumenti so pa tudi pisani v nekih zakodiranih pomenih, ne morem drugače reči, ker naravnost se ni smelo povedati, ni bilo stavke, je bila prekinitev dela, ni bilo pendrega, je bila vzgojna palica in tako dalje in tako naprej. Danes se nam zdi to smešno, ampak takrat, če berete takratnega Pavliho, je te stvari razgaljal. Kakorkoli obračam, vse vem, da sem predolg, ampak vendarle tukaj je eno področje raziskovanja, kjer bi se dalo tudi dovolj eksaktno podpreti Tomaževa dognanja. V končni fazi pa vedno pridemo do ljudi. Najprej eno je teorija, eno so ukazi, ki pridejo z vrha, ampak na koncu so bili to ljudje, ki so bili spodbujeni k mešanju zakonov, k preseljevanju. Jugoslavijska armada je imela en tak učinek trdilnega lonca, oziroma vse poskus. Skratka, na koncu dobimo eno kar veliko skupino ljudi, ki jim je udobno imenovati se Jugoslovani, ker so dejansko mešanica različnih nacij. Je pa to v bistvu potem v nadaljevanju tudi začetek neke tragike teh ljudi, ki identiteto dobijo in hkrati tudi izgubijo.
Ja, ravno to je kontradiktorno na nek način, ne. Se pravi, potem leta 81, ko je popis prebivalstva, pa je tak zelo velik porast Jugoslovanov, ne, se pravi leta 71 je tam nekaj več kot 230 000, potem leta 81 jih je pa 1 200 000, ne. In kar enkrat se sprašuje, je to zdaj neka anomalija nastala, ne. Lahko tudi vidimo kot odgovor, ne vem, napram porastu nacionalizma, napram, da je pač prišlo do Titove smrti leto prej in tako naprej, ne, ampak pač dejstvo je, da se mnogi sprašujejo, ali je preveč Jugoslovanov v Jugoslaviji, ne. In to je tisti paradoks, ne, in že leta 71, ko potekajo debate na temo, ali pustiti to jugoslovansko kategorijo v popisu prebivalstva ali ne, kako jo definirati, ne, sem na kratko orišem, se pravi leta 53, ko se prvič pojavi, je Jugoslovan neopredeljen, pa potem debata, kaj zdaj to sploh pomeni, ne, ker ne, tisti, ki se opredeljujejo kot Jugoslovani, takoj povejo, ja, jaz sem se opredelil, ne, kako sem zdaj lahko neopredeljen istočasno, ne. In potem leta 61 se uvede tudi, se pravi, muslimanska etnična kategorija. Takrat je jugoslovansko spremenijo v Jugoslovan narodnostno neopredeljen, ne, da je še večji poudarek, zakaj se gre. In potem 71 želijo obdržati isto kategorijo kot 61 in potem pridemo do tega, kar v bistvu v zadnjem preko raziskovalnem poglavju piše, ne, da je obstajala neka sicer kontrolirana, ampak je obstajala neka javna sfera, ne. Namreč ti ljudje, ki so se identificirali kot Jugoslovani, začnejo vršiti pritisk preko medijev, prek pisma bralcev, prek tega, da se udeležujejo sestankov, ki jih SZDL organizira sicer z namenom, da pač sporoči, kakšna je linija, ne, ampak nekaj ljudi pač izkoristi priložnost za povedati, da se s tem ne strinjajo, ne. Na koncu dejansko je pritisk toliko velik, da se partija povleče nazaj in spremeni kategorijo v preprosto Jugoslovan, ne. Ampak, pač v zgodovini je doskrat ampak, to rešijo potem na ta način, da ko statistika naredi svoje in sporočijo rezultate, ne, se pravi, nanizajo prvo, bi rekel, pač ostale narode, ne, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Črnogorci in tako naprej, potem potegnejo črto, spodaj napišejo Jugoslovani, tisti, ki se v skladu z ustavo niso nacionalno opredelili, in pa druge, se pravi, tukaj je šlo za to, da si na popisu je v bistvu bila prazna črta, popisovalec je moral napisati karkoli si izrekel, bilo je veliko teh regionalnih identitet, ne, mogoče kje druge celo bolj močne kot v Sloveniji, ne, ali kaka, se pravi, bodi si Istra ali pa Slavonija ali pa tudi Dalmacija in tako naprej. No, hkrati je pa še to, ne, da leta 68 bosanska partija prizna, se pravi, Bošnjake kot, oziroma muslimane takrat kot nacionalno identiteto in leta 71 tudi oni dobijo, ne, to kategorijo in v Bosni poteka zelo velika medijska kampanja, da bi se muslimani identificirali kot muslimani na popisu prebivalstva, ne, in v bistvu nekateri intelektualci, ki so opreženi v to kampanjo, zelo ostro nastopijo proti jugoslovanstvu in potem pišejo, bi rekel, tako cele traktate, člankov, ne, po serijah po 10 pa 12, tako naprej, zakaj je jugoslovanstvo slabo. Ne, mislim, z naše perspektive, ko bereš, se ti zdi skoraj smešno, ne, potem mislim na naslov enega članka, zakaj je jugoslovanstvo proti samim temeljem jugoslovanske države, ne. No, ampak potem pridemo do leta 81, ko je ta velik porast, ne, oziroma plima Jugoslovanov, kot so to poimenovali. In pač ja, nekateri se sprašujejo, da je to v bistvu, da kaže v bistvu, da je z družbo nekaj narobe, ne, da to ni nek normalen fenomen. In ko hrvaški akademik Dušan Bilandžić to pač javno pove v nekem intervjuju, je kot posledico vržen iz centralnega komiteta, ne. In tako je napadan v Srbiji, a ne, prek časopisov, a ne. In tako potem sledimo lahko še potem do zadnjega nepopolnega popisa prebivalstva do 90 oziroma 91, kjer delež Jugoslovanov pade krepko pod milijon. Je pa pač zanimivo to zdaj, če bi čisto kratko povzel, ne, tisti, ki se identificirajo kot Jugoslovani, so pridobitniki socializma,
so tisti, ki so se iz ruralnega preselili v urbana naselja oziroma središča, tam po vsej verjetnosti dobili službo, bodisi kot nek uradnik ali pa tako naprej, večina od njih je tudi članov partije. In zelo pomembno, to se kaže predvsem pri popisu 71 naprej, v več kot 50% gre za ljudi, ki so se selili znotraj republik ali pa iz ene republike v drugo in ki so tam raje prevzeli neko drugo identiteto. Še vedno so po večini primerov, v več kot 30%, to izredno mladi ljudje. Zakaj mladi? Zaradi tega, ker do 14. leta je tvoja nacionalnost lahko določil starš pri popisu in v veliki meri, tam, ker je šlo za narodnostno mešane zakone, so pač vse dileme razrešili tako, da so otroke deklarirali kot Jugoslovane. Ste raziskovali, kako je potem v samostojni novi državi Sloveniji se ta pojav, fenomen vlekel naprej. Recimo moja osebna izkušnja, jaz sem v študentu v popisu 2002 imela znanca, ki je bil tretja generacija po dedku Srbu, rojen v Sloveniji, po ženski liniji Slovenec in se ni želel izreči za Slovenca, ampak kot mešanico jugoslovanskih narodov. Se to vleče še v sedanji čas? Ja. Kar je treba reči, prvo je, da jugoslovanstvo v Sloveniji je bilo zelo šibko. Tudi po vseh statistikah prebivalstvo je izredno zanemarljiv delež. Od 53 naprej je največ v Bosni in Hercegovini, pač razumljivo, ker je to bilo nekako zamišljeno ali pa ponujeno za muslimane, ki niso pač imeli svoje kategorije. Potem z popisom 71 se pa to že preseli v zelo velike poraste v Vojvodino, pa naprimer v Slavoniji, pa Boka Kotorska, naprimer, zanimivo, kjer v bistvu prihaja do tega, da naprimer Srbi na Hrvaškem, kjer se počutijo, recimo temu, ogrožene, velikokrat se raje deklarirajo za Jugoslovane, pa predvsem tam, kjer je ogromna sekularizacija družbe, tudi vera igra zelo pomembno vlogo tukaj, predvsem pri pravoslavju, bolj kot pa pri, naprimer, Hrvatih v Bosni in Hercegovini, ki imajo zelo utrjeno in močno identiteto in jo ne bojo menjali za jugoslovanstvo. Tako da, se pravi, v Sloveniji kot jugoslovanstvo ni nepomembno. Naprimer, vem pa, naprimer, zgodbo iz mojega rojstnega kraja, se pravi, na Šmartno ob Paki, naprimer, kjer je bil en gospod, ki, naprimer, je bil edini, ki je javno nasprotoval osamosvojitvi. In jaz sem celo življenje bil prepričan, pač, da je gospod po narodnostni Srb, ampak v bistvu je šlo za to, da so ga tako, bi rekel, podeželski ljudje označili kot takega, čeprav on sebe vedno deklariral kot Jugoslovan, ampak to se pravi, nekako je bilo tako nerazumljivo, da pač on sebe čuti ali pa identificira kot Jugoslovan in da pač njegova država razpada in da je zato v bistvu on proti temu. In tudi kasneje v bistvu je bila ena taka zelo zanimiva mešanica nekih, bi rekel, simbolnih dejanj, ki so nekako utrjevali to prepričanje, da je po narodnostni Srb, pa naprimer nošenje dresa Crvene zvezde, naprimer, in tako naprej. Do popolnega nekega zasuka, kjer smo v bistvu videli, da je gospod Hrvat, ki zdaj po Facebooku posta različne fotografije hrvaških generalov in Vukovara in piše domoljubne pesmi in tako naprej. In še en dokaz v bistvu te fluidnosti nacionalnih identitet. To je ena stvar. Zdaj, druga stvar pa je, naprimer, da tega se sicer čisto na kratko dotaknemo, je pa v bistvu vprašanje jugoslovanstva ravno v teh nasledstvenih vojnah ali pa ob razpadu, kjer v bistvu v Bosni in Hercegovini tako rekoč izgine popolnoma. Tudi zadnji popisi prebivalstva kažejo še na samo nekih 500 posameznikov. Kljub temu, da če boste šli v Sarajevo, bojo vsi rekli, da so Jugoslovani, ampak je to mišljeno bolj v tem jugonostalgičnem, ali pa neka državna identifikacija ali pa za samoupravnim sistemom, kot potem res pač čistem nacionalnem smislu. Tako da ena kolegica, ki je pisala na to temo, v bistvu uporablja termin kot neke vrste nevidezno etnično čiščenje, ker je bilo treba nekako to jugoslovanstvo poradirati iz državnih statistik. Po drugi strani
Je pa res, naprimer, da se pravi v Sloveniji se pač ne, kot vemo, pač ne vodi se pravi nacionalnost že kar nekaj časa. Medtem ko v Bosni in Hercegovini so v bistvu obdržali ta jugoslovanski princip, se pravi prazne črte, kjer lahko vsak pač napiše karkoli želi, a ne, in v znak protesta pa mnogi izberejo tudi kaj drugega, ne. Če se prav spomnimo po zadnjem popisu, je v Bosni in Hercegovini bilo nekih 24 eskimov, pa 14 rockerjev, pa 6 marsovcev, pa tako naprej, ne, ker pač popisovalec mora zabeležiti to, kar mu rečeš. Preden vam dam možnost, da še kaj vprašate, pa še eno vprašanje v smislu, se pravi, Jugoslovani na Slovenskem so bili precej eksotična sorta, jugonostalgikov se pa zdi, da je vedno več. Zakaj mislite, da je tako? Spomini so vedno lepa stvar, pa kakršnikoli so že, mlajši smo bili, ne. Zdaj, to je en možen odgovor, drugi možen odgovor je pa, če mojega prijatelja in tvojega profesorja Janeza Malta citiram, gre pa nekako takole, ne, da človek lahko brez hrane živi, ja, nekaj tednov, ne. Brez vode nekaj dni, brez zraka nekaj minut, brez pameti pa leta in leta, ker gre, ne. Zdaj, med tema dvema točkama imamo en cel kup seveda možnosti in seveda je narobe, da bi se kakorkoli, ne, recimo pritiskalo. Ko smo pa znanstveniki, pa vendarle moramo tudi uporabiti Weberovo teorijo idealnega tipa. Ne, torej, ko opisujemo zlasti stvari v nekih dokumentih, ki so serije, ne, iščemo seveda tipičnost, ne. In zdaj mi se ustavljamo tule v posameznih, ne, torej 4 ali pa 6 marsovcev. Bog ve, kakšno izkušnjo so imeli z recimo ljudmi, ki bi jim morda pripadali, če te izkušnje ne bi bilo, ne. Ali seveda ta gospod tam iz Šmartna ob Paki. To je seveda res, ne, ampak po drugi strani, ne, če pa pogledamo kot tipično situacijo, pa tudi to, kar govorite o jugonostalgiji, to v časopisih veliko beremo o tem, ja, tudi v strokovnem tisku. Jaz sem kar precej med ljudmi, pa še nisem srečal jugonostalgika, to vam pa tudi povem. Ne vem, kako to, da se mu lahko izognem, pa se mu ne poskušam izogniti, nisem ga še videl, no, enostavno. Ne, pa mi trdijo, da jih je ogromno, ne. Gotovo, da so, seveda so, ne, vsi imajo pravico biti eni zasukani nazaj, eni gledajo naprej, eni na eno stran, eni na drugo stran, se pravi, prostora je seveda dovolj, ampak to, kar je pač razgnalo do zdaj te večino skupnosti, pa seveda to, da se niso znale pogovarjati in sprejeti življenja z različnostmi, oziroma da so hierarhizirale, eno je dobro, drugo je slabo, če so neke identitete, ne, ne vemo, kako se tisti marsovec v Bosni in Hercegovini vede, ne, mogoče je vzoren državljan, ne, ali ne vem kaj. Dela vesoljski burek. Ja, čeprav je iz drugega planeta sugerira, ne, ali pa čuti seveda svojo neposredno okolico kot toliko premaknjeno, da je pač on očitno z drugega planeta, ne. Torej, možnosti je tukaj seveda še in to je treba zelo previdno, kajti to so identitetna vprašanja, ne, ki še enkrat niso noben futer, ampak to so resna vprašanja vsakega človeka in seveda človek tudi nima ene identitete, ima, jaz vem, svojo nacionalno identiteto, spolno, kulturno,
tega je pravzaprav ogromno. Ne. Sam po drugi strani pa ta pojem tudi ni tako zelo zapleten, ne, dokler ga uporablja policija, ne, ker prek identitete potem najdejo storilca. Ne. Skratka, odvisno je tudi, ali hočemo neke stvari zaplesti, ali pa jih poskušamo videti življenjsko. To pa najprej naredimo pač z nekim opisom. Ne. V tem smislu je Tomaževa knjiga izjemno dragocena, seveda je še korak naprej, ker je analiza in potem, ko gre skozi to diahrono os, opazuje te spremembe, ki se zdijo včasih mikroskopsko majhne, ampak je od ene do druge stopnice pravzaprav ogromna razdalja. Ne? Torej, skratka, gre tudi za sintezo. To bi želel zdaj tudi poudariti pri tej knjigi, da je v vseh, recimo, teh temeljnih segmentih najprej opis, verodostojen, analiza poglobljena in sinteza jasna. Ne? Torej, to, kar se pričakuje od neke monografske študije, zgodovinske, in ja, ni čudno, ne, da imaš pač sporedno knjigo, imaš že tako ali tako v angleščini pravzaprav, ne. Torej, tukaj smo blizu vrha sedanjega slovenskega zgodovinopisja, ne. Torej, to je pa tudi treba povedati. Skratka, čestitke za knjigo. Kakšno vprašanje, kakšen pomislek, izvolite? Kar izvolite. Ja, torej, vse čestitke Tomažu, resnično, jaz zelo površno spremljam njegove nastope, ne tako sistematično, kot bi si želel, ampak vedno znova, potem, kaj obnovim, se naučim in za to sintezo smo mu lahko resnično hvaležni. Druga stvar pa je, da to pa ni zdaj zadeva, ki bi avtorja zadevala, ampak recenzenta, če sem prav razumel, torej, da se v naši mladosti ne bi govorilo o slovenskem narodu, preprosto ne drži. Namreč, imeli smo zgodovino slovenskega naroda izpod peresa Boga Grafenauerja, po kateri se je študiralo, ki je takrat izšla v 50-ih, pa bila potem v 80-ih ponatisnjena. Vedno znova se je govorilo, seveda, tudi pri pouku zgodovine o nastanku slovenskega naroda. Problem je bil pri drugih narodih morda, torej pri njihovih historiografijah in pri njihovem šolskem sistemu, kjer pa se ni poudarjalo toliko, ali pa se je to pač v neko drugo terminologijo zavilo, nastanek srpskega, hrvaškega naroda, muslimanskega, z izjemo makedonskega. Pri Makedoncih sem imel občutek, saj kolikor sem potem, ko je bila Makedonija že samostojna, se tam mudil, torej, da tam ni bil problem uporabe izraza narod, niti torej, na genezi v tem smislu historija na makedonski od narod, kar je pomenilo nacijo. Torej, da bi mi bili nekako zreducirani na pojem ljudstva, to ne drži, pač pa je to držalo v tako imenovanem srbo-hrvaškem jeziku, kjer narod pomeni ljudstvo. Tam je bila seveda narodna armija, naša ljudska armada, ampak oni so potem tudi vedno zelo jasno razlikovali med narodom in nacijo. Saj niso govorili o hrvaški naciji, ampak kategorija nacionalnost je bila pa isto kot pri nas narodnost. Torej, vsak je zelo natanko vedel, kateremu jugoslovanskemu narodu pripada. In tu smo zopet pri tej isti zadregi. Narod je za nas pomenilo nacija, pa vendar ne čisto tako kot recimo nemška nacija ali britanska nacija ali francoska, ker smo se zavedali, da imamo omejeno državnost, medtem ko je narod pri južnih narodih pa pomenilo tisto, čemur pravimo Slovenci ljudstvo, in kar so manipulativno potem v tako imenovanem narodno-osvobodilnem boju slovenski komunisti znali še kako dobro izkoristiti za mobilizacijo narodnih čustev, ne ljudskih. Množic. Hvala lepa. No, kako bi bilo, če bi se ljudje strinjali z mano, vse to je nemogoče v slovenskem zgodovinopisnem prostoru.
Kolega bi upozoril, da je Bogograf Henao res napisal 5-zvezkovno zgodovino slovenskega naroda in v prvi izdaji je izšla. Kako je bilo pa z drugo izdajo? Kako je bilo z izdajo zgodovine narodov Jugoslavije? Prvi zvezek je, drugi zvezek je, tretjega pa ni. In jaz govorim tukaj pač iz spomina. Mi smo bili poučeni, da se govori o slovenskem ljudstvu, ne o slovenskem narodu. Kakor imajo jugonostalgiki spomin, ga imam tudi jaz. Imam tudi zapisane stvari, tako da mogoče je bila pač v drugem kraju drugačna šola, pri nas je bila pač takšna. Ne morem pomagati, mogoče smo pač nerazviti Kozjanci, malo hrib zasukani. Ampak v resnici je bilo to marsikje in se je imenovala tudi, ko je Janko Pleterski govoril o tem, kaj se je med drugo svetovno vojno dogajalo. Da najprej smo govorili o narodno-osvobodilni borbi. Potem, po vojni, je bila narodno-osvobodilna borba in ljudska revolucija. Po letu 1948 je bila samo še socialistična revolucija. In če boste gledali spomenike, boste seveda videli takšen razvoj, lahko bi jih pofotografirali. Zdaj, ko se različne spomenike pofotografira, mislim, da je partizanskih kolega Hladnik že naštel okrog 10 000. Je seznam in bi videli takšne stvari. Tako da ta ugovor je pač, jaz ga vzamem ad personam. Hvala lepa. Mislim, da ta knjiga bo nagovorila veliko bralcev, tudi zato, ker so živeli v času, ki se jih je na ta način tudi dotaknil. Lahko za konec rečemo, da spodbudi sodobnega bralca tudi k temu premisleku, kaj mu pravzaprav pomeni nacionalna identiteta in kaj danes slovenstvo pomeni prebivalcem Slovenije. Ja, jaz bi rekel, da zagotovo preoprašuje v bistvu identiteto kot tako. Hkrati se mi zdi tudi, da prinaša mogoče pri vsakem posamezniku nek razmislek v bistvu tudi, kaj se je dogajalo nedolgo nazaj, v bistvu mogoče tudi bolje razumeti zgodovino staršev, ali pa starih staršev. In mislim, da je to tudi dobrodošlo branje tudi za mlajše generacije. Tako, da bi čim več ljudi to prebralo, kakorkoli razmišljalo o identiteti, ker je pač pomembno vprašanje za vsakega človeka. Spoštovana gosta, dr. Tomaž Ivašič in dvojni dr. Igor Grdina, hvala za prijeten pogovor. Vam, spoštovano občinstvo, pa hvala za vaš čas in pozornost. Vabljeni spet prihodnji ponedeljek, 13. aprila, ko bomo brali dnevnik ladijskega kaplana Roka Pogačnika in se družili ob njegovi knjigi Bog na križarjenju. Za danes pa hvala lepa in lep dan še naprej.